Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Z največjim veseljem danes med nami pozdravljam Aleša Valiča, letošnjega prejemnika Borštnikovega prstana, tega najvišjega priznanja za igralsko delo pri nas. Prejel ga bo 21. junija ob zaključku festivala Borštnikovo srečanje, ampak dajmo mu še enkrat zaploskati. Pogovore običajno zastavim kronološko, da nekako skupaj prehodimo igralsko pot. Včasih se tudi malo odmaknemo od te kronološke linije, ampak vendarle začnimo na začetku. To je sicer eno tako klasično vprašanje, pa vendarle. Z gledališčem ste se srečali že v mladih letih, v Pionirskem domu in tudi na Bežigrajski gimnaziji. Zdaj, če omenim eno zanimivost iz Bežigrajske gimnazije, tam je nastal pravzaprav prvi IBI, Žarijev IBI, pod vodstvom profesorja Andrijana Laha, leta 1972, medtem ko je na profesionalnih odrih v Sloveniji zaživel šele leta 1974. Igrali ste naslovno vlogo. Imate kakšne spomine? To so prekrasni spomini, čeprav je že zelo daleč. Profesor Andrijan Lah je bil slovenščine učil, je bil slavist, ampak je na vsak način poskušal pobegniti iz tega trdega šolskega sistema. Njegov princip učenja je bil tak, da je rekel, veste kaj, za slovnico, če vas karkoli zanima, me vprašajte. Drugače slovnico vas jaz ne bom učil, ker vse piše v knjigah o slovnici, mi se bomo ukvarjali z literaturo in bomo nadgrajevali, ne pa se učili osnove, ker se jih morate itak sami naučiti. To me spominja na to, kako mora igralec obvladati tehniko govora, dikcijo. Se pravi, to je tehnika, o tem se nima smisla pogovarjati. To moraš urediti sam pri sebi in je zadeva urejena. Ne, to je bila popolnoma, tako kot se reče danes, odštekana predstava, čist. To je recimo ena kolegica, slikarka je danes, je igrala rusko kroglo, recimo, to je bila vloga. Potem so bili razni, trije prijatelji so igrali poljske helebarde in tako. Skratka, res, zelo, danes bi rekel off predstava, performance, mislim, s glasbo, s plesi in tako da je bilo, to je bil velik boom na gimnaziji, takrat sploh ves tak gledališki krožek. Mi smo igrali tudi Diren Matove fizike, pa Majakovskega Stenico, kaj smo še delali. Take stvari, zelo sodobne. Miro Mihelič, Operacija, to sem tudi igral. Skratka, resna dramska literatura in zelo provokativna. Te predstave so bile polne takrat na gimnaziji in so na to zelo lepi spomini. Medtem ko ste v Pionirskem domu. To je bila pa sploh posebna zgodba. Ja, z Janijem Kovačičem, ne? Z Janijem Kovačičem so bila v Pionirskem domu skupaj, ja. Jaz sploh vedel nisem, dokler ni pred par leti Pionirski dom imel neke obletnice ustanovitve in so me povabili, da bi kot eden prvih tam pač malo govoril, pozdravil. In jaz tam sred prireditve ugotovim, da sem pravzaprav prva generacija, ki se je vpisala v Pionirski dom. Točno prva. Se pravi, jaz sploh vedel nisem to. In se vpisal k Dragi Jahačič v gledališki krožek in tam sem bil, tako, ne vem, 2-3 leta najbrž, doživel prvi izjemni uspeh, tisti, ki ga sam začutiš. V Viteški dvorani sem recitiral Sovdaško Prešerna, če si predstavljate takle, ne, pa govori 5 čevljev, merim palce v 5, pa Dio ljubca starši, pa tako, ne. Ampak spomnim se pa enega norega aplavza, ki ga še zdaj čisto dobro ne razumem. Ampak tazga, res, kot da bi, ne vem, bila Galusova dvorana polna, pa bi vsi stali na nogah in skandirali. Tako je name takrat to delovalo. In takrat sem doživel ene vrste šok. No, ampak potem je pa Lojze Kovačič, naš fantastičen pisatelj, je pa vodil Lutkovni krožek. Tja so mu dali možnost, ko je pač po nemilosti politični, so ga tja dali in tam se je lahko ukvarjal z otroci, ampak to je bila
izjemna sreča za otroke, ker je to vodil inspirativno, eruptivno in to so bile tudi super predstave. Nas so hodili lutkarji gledati, Edi Majeron je hodil nas gledati in tako naprej. No, on je pa imel sama dekleta imel v skupini in je pripravljal predstavo za festival Dieteta v Šibeniku in je iskal fante in je vprašal seveda Drago Ahačič, če ima kakšnega fanta, ki bi hotel tu iti. Zraven je pa predstavljala informacija, da se gre za 14 dni na morje, v Šibenik, na festival. In to morje, te počitnice, ker takrat ni bilo tako enostavno priti na morje, če starši niso ravno premožni bili in moji niso bili. Pa še nekaj me je potegnilo, to je pa zelo, zelo zanimivo, to sem kasneje razmišljal. Vemo, kaj je Draga Ahačič, izjemno pomembni gledališki človek slovenski, ampak meni njena metoda ni odgovarjala. Že kot otrok sem čutil neke stiske in se nisem dobro počutil, karkoli smo delali. In tako sem se pojavil v Lutkovnem krožku pri Lojzetu Kovačiču in zraven je prišel njegov sin, Jani Kovačič. In sva postala prijatelja za zmeraj. 3-krat mislim, da smo šli po 14 dni v Šibenik, delali pa predstave, to je danes nepojemljivo, z javajskimi lutkami, to so une lutke, ki je samo žica pa tako nalepljen, ampak jaz sem imel vlogo v živo. To je bila kombinirana predstava v festivalni dvorani. To je bilo, ne vem, 5-6 predstav polnih. Tak interes je bil v Ljubljani, ker se je vedel, da on zanimivo dela. Šli smo celo na festival profesionalnih lutkovnih gledališč v Sloveniji v Ormož. Tako da je bilo to res zelo zanimivo. In tam sem ostal potem 7 let, ampak vmes sem prišel pa že na gimnazijo, v dramski krožek. No in potem je prišel 4. razred gimnazije, pa nič drugega pravzaprav me ni zanimalo kakor gledališče in sem šel na sprejemni izpit in zdaj sem tukaj. Igralci so večkrat delili kakšno anekdoto iz sprejemnih izpitov. Vemo, da se na akademijo prijavi kar veliko ljudi in tudi v vašem času je bil v veljavi še nek drug sistem, ko se je preverjalo v prvem letniku, mislim, da po prvem semestru, pa potem še po drugem. To je bil zelo, zelo selektiven sistem študija takrat. Sprejemni izpit, to je največja travma v življenju vsakega igralca, če mu uspe ali pa če mu ne uspe, da ni igralec ali pa če je potem igralec. Zaradi tega, ker to pomeni pravzaprav, da komisija dela dobro, ker komisija mora brskati po človeku kot osebnosti. Drugače ga ne more spoznati. Ne more spoznati, a je sposoben sprejemati napotke, jih razvijati in potem na osnovi tega narediti. To je pravzaprav ključ, kar moraš ugotoviti pri sprejemnem izpitu. Pa jaz nisem nikoli bil v komisiji, zaradi tega, ker ko sem začel učiti na akademiji, sem jim dal pogoj, da ne bom na sprejemcih, potem pridem, drugače pa ne pridem učiti. Zakaj pa? Zato, ker sem prepričan, da morajo mentori dramske igre sprejemati ljudi, ne pa tisti, ki učimo druge predmete. No in Lojzka Žerdin, fantastična profesorica za gib, res fantastična, mi je dala nalogo, da naj se gibljem po odru kot en velikanski pajek. In to brez glasbe. In moje prvo vprašanje, mogoče je to bilo pametno, da sem vprašal, sem rekel, je to tarantela ali kakšen drugačen pajek. In potem se spomnim, da sem v nekem dresu po odru se nekaj izviral, mislim, grozno, res grozno. Sprejemni izpit je pač prelomnica v življenju. In najhujš pa je, pravzaprav, najhujša situacija človeška je pa, če vzamejo napačnega človeka na sprejemnem izpitu, da ga sprejmejo, pa potem se ugotovi, tudi on sam ugotavlja, da ni prav zelo sposoben za ta izpit. Ne, sistem je bil pa ta, 6 predmetov, selekcijski izpiti, se pravi sprejemni izpit, selekcijski izpiti tam v drugi polovici januarja, 6 predmetov, pri enem si padel, se nisi mogel več pojaviti niti na sprejemnem izpitu, ne. In junija spet teh 6 predmetov. Tako da je sito bilo, od 14 igralcev, ki smo bili sprejeti v prvi letnik, sva končala 2. Ja. Zvone Agreš pa jaz. Potem se nam je nekaj drugih pridružili še, ampak 2 iz generacije so končala.
Ja, trije, poleg vaju dveh, tudi Olga Kacen, ste pa šli v 3. letniku v Trst, kjer je nastalo pomladno prebojenje z Zvonetom Šedelbauerjem. Ja, to je bilo res nekaj zelo posebnega, ena neverjetna priložnost za tako mlade ljudi, da smo v 3. letniku že dobili take lepe vloge v pomladnem prebojenju v Tržaškem teatru. Šedelbauer je naredil super predstavo, šli smo na Borštnika, ker je bila pač profesionalna predstava, čeprav smo bili mi študentje, in jaz sem dobil prvo Borštnikovo nagrado takrat, ja, v 4. letniku akademije. Tako da, ne, ampak potem je pa to zanimivo, ne, potem so me pa starejši kolegi, tek so me imeli radi, dobronamerno, rekli, Aljaž, pazi zdaj, da se ne boš prevzel, viš, pa ti moraš biti zdaj zmeri boljši, pa tako. Zdaj ponovili še potem pri Eli, pa še sploh, ne. Hvala Bogu, sem tak, da se ne prevzamem, no. Sicer pa sta z Zvonetom Agražem delala Gelderodov Escurial. Tudi to veste. Ja, in baje sta iz drame prinesla stol, na katerem je sedel Stane Sever leta 1964, ja. In to je ena anekdota, da sta po Ljubljani ta stol prenašala in ga potem uporabila v produkciji študijske. Ja, midva sva iskala prestol po Ljubljani, kje bi bil, in je bil v drami ta prestol, ki ga je Mile Korun uporabil za kralja Lira, ki ga je Sever igral. In seveda prevozov ni bilo takrat nobenih, ne. In sva lepo od drame do Nazorjeve tisti stol nesla, ne, so bila atrakcija. To je bila pa, takrat smo rekli B-produkcija, skratka, to sva naredila čist off sama. Mentor profesor Bibič je prišel ne dvakrat naj jo pogledat, je rekel, mej duš, to pa zna biti dobro. In potem sva to igrala ene 25krat, meni se zdi, ja, tako fajn. To je Kralj pa norc, ena taka čist nora odštekana zgodba. Fajn. Ja, omenili ste Poldeta Bibiča, on je bil vaš profesor za igro, tudi v bistvu, mislim, zelo vas je zaznamoval nekako v tem študijskem procesu in napotkih za naprej. Pa tudi Rudi Kosmač je odigral zelo veliko vlogo, pa profesor za umetniško besedo, pri katerem ste tudi diplomirali po že diplomi iz igre, še diploma, je sledila diploma iz umetniške besede. Ja, Polde Bibič je bil naš mentor za dramsko igro od 2. do 4. letnika. Takrat je bil tako sistem 1+3, nekako so se profesori menjali. In bil je strašno prizadeven. To je bil pravzaprav na nek način samo eno generacijo, mislim, da je pred nami imel, pa še to ne celo. Tako da je res vložil maksimalno časa. Bil je pa krasen pedagog, ker je ni pravzaprav nikoli se delal, da ve nekaj, česar ne ve. Ampak je preprosto se spustil na naš nivo in smo skupaj raziskovali. Ne? Tako da je res je bil zelo dober, učil nas je. Že takrat se je v javnosti govorilo, kaj zdaj ta naša akademija, kakšno metodo pravzaprav ima. On je že takrat nam govoril, velika prednost naše akademije je, in to sem jaz prepričan, da je kar skoraj ves čas že tako, da se ni odločila za eno metodo, kaj se je tako kot kakšne ruske akademije, metoda Stanislavski pa nič drugega, ali pa druga metoda pa nič drugega. Ampak da nekako individualno razvija vsakega študenta. Da se delo, prijem prilagaja študentu. In to mislim, da je daleč najboljše, to je on znal početi. Je pa zelo zanimiv, ne, veliko je delal tudi takrat v gledališču, pa tudi nekaj snemal. In takrat smo imeli še srečo, smo imeli ključ od akademije na Nazorjevi, tako da smo lahko delali tudi cele noči študenti. In pa je rekel, ja, ampak moram priti kaj pogledati, pa smo rekli, ja, takrat imamo čas, pa takrat je rekel, ne, puste me pri miru, ker me bo Alenka ubila. To je bila žena, Alenka Bibič, urednica Jane dolgoletna. Je rekel, pridem v nedeljo zvečer, ker je rekel, če pridem zdaj jaz v soboto čez dan ali pa v nedeljo čez dan, pa že itak me nič ni doma, me bo Alenka ubila. In je pa prišel v nedeljo zvečer pogledati, kako nam gre, in tako res je bil super. Rudi Kosmač je bil pa izjemen govorc, ne, z izjemno tehniko govorno tudi.
In mi je ta predmet takoj postal na nek način blizu in sem ga potem, ko sem že končal akademijo, sem bil že v Tržaškem teatru, sem se 1 leto vozil k njemu v Ljubljano, in sva delala program, seveda, zgodbo Lojzeta Kovačiča. Ampak je bilo super, res. In pa sem bil nastop v Mali drami. Takrat, če ni bilo tega sistema, danes je magisterij, nekatere umetniške akademije so imele specializacije, naša ni imela nič od tega, ampak je bila posebna diploma dodatna, še ena zraven. Ja. In če malo zdaj preskočiva, namreč že od začetka 90-ih let poučujete na akademiji, ravno umetniška beseda je vaše področje. Kako je mogoče primerjati recimo današnji sistem s preteklim, oziroma kaj bi mogoče izpostavili kot glavne razlike? Mislim, seveda je prišlo do te spremembe v vzpostavitvi bolonjskega sistema. Sicer akademija ima nekoliko prilagojeno, nima recimo igra 3+2, ampak je še vedno obdržano, kot je bilo včasih 4-letniki za igralce. Ampak mogoče bolj v smislu, kaj se je spremenilo tudi z novimi generacijami. Oziroma, ko ste vi začeli poučevati na akademiji, so bili nekateri še starejši profesorji, pa zdaj so že recimo nove generacije. Kako se je spremenilo? Ta menjava generacije, predvsem v zadnjih letih v pedagoškem kadru na akademiji, se mi zdi, da je kar pogosta, ker starejši odhajajo v pokoj. Tako kot je gledališče strahovito živ organizem, nemiren, nikoli ni primer, ampak se stalno nekaj dogaja, nekaj brbota, tako je tudi na akademiji isto. Jaz sem imel srečo, da je bilo nekaj pametnih ljudi v času sprejemanja Bolonje. Jaz sem bil dekan in je bila ena skupina, ki smo se res, bi rekel, na visokem nivoju pogovarjali o tem, na vsebinskem nivoju. Dejstvo je bilo, da mi nismo hoteli bolonjske reforme narediti na akademiji, zaradi tega, ker je popolnoma škodljiva za način umetniškega študija. Ampak nam je bilo jasno povedano, da če ne naredimo novih programov bolonjskih, nas bojo nehali financirati. Dobesedno, to je bil pogoj. No in potem smo imeli veliko dela, da smo te programe napisali. Absurd, da so naše programe ocenjevali neki profesori iz matematičnega faksa in tako naprej. No, ampak nekako smo zadostili potrebam. Niso nam pa pustili, kar bi bilo pa najboljše, narediti enovitega 5-letnega študija. To nam niso pustili. Pa smo jim dokazovali vsebinsko, zakaj bi to bilo zelo dobro. Na koncu nam pa pustiti na dramski igri 4+1. Vsaj to. Zakaj smo pa to hoteli? Dejstvo je, da najbolj talentirane študente, in to ves čas delovanja akademije, gledališča vabijo zelo zgodaj. In če bi mi naredili 3+2, najboljši naši igralci, če jih lahko naštejemo, kaj se jim Jernej Šugman, Bojan Imršič, Gregor Bakovič, Polona Juh, Nataša Barbara Grač, ona je že prej študirala. Skratka, ta najboljši bi zapustili akademijo po 3. letniku. Ker preprosto bi imeli tako močne pritiske strani gledališč in drugih producentov, da ne bi mogli več študirati. In to bi bila pa velika škoda. Zaradi tega, ker igralec, študent v 3 letih ne more, je premalo časa, da bi opravil to, kar mora na akademiji opraviti, da se zares dobro pripravi na profesionalno pot potem. Tako da Bolonja pač je bila nujno zlo. Ko ste vi zaključili akademijo, ste se potem najprej odločili za Tržaško gledališče. 2 leti ste bili zaposleni tam in v nekem pogovoru sem prebrala, da vas je Trst pritegnil tudi zato, ker ste imeli mogoče malo več možnosti igranja, oziroma, mislim, če bi šli takoj v dramo, bi mogoče sicer igrali, ampak manj recimo izzivalne Takrat sva oba z Zvonetom Agrežem izdala našega profesorja. Pol Debivič je postal ravno direktor drame, takrat, ko smo mi končali akademijo. In naju je oba vabil. In Zvone mu je pobegnil v Celje,
Jaz sem pa pobegnil v Trst. Tako da je bil popolnoma razočaran in je rekel, no, bosta že nazaj prišla. No, jaz sem potem 2 leti bil v Tržaškem teatru, malo zaradi tega, ker so moje korenine primorske, dol z Vipavskega, zato ker je moj oče bil ranjen pri Zagrebu, ko bi moral iti s prijatelji osvobajati Trst, pa ni mogel, ker je na postli ležal in je bila to njegova večna bolečina. Pa predvsem zaradi tega zares navdihujočega študija pomladnega prebojenja. Treba je pa vedeti, ne, da je Tržaški teater takrat imel, ko sem jaz bil tam, 17 igralcev stalnih. In vsi so jamrali, kako nas je malo igralci, ker jih je bilo par let pred tem 25. No, ko sem jaz šel, jih je ostalo 15, potem se je pa to začelo zelo hitro sesipati, število igralcev v ansamblu. Ampak to je bil ansambl z Lidijo Kozlovič, Mirando Caharija, z Radom Nakrstom, Miro Sardoč, kdo je še bil, Joško Lukeš, to je bil strašno močen, igralsko močen ansambl. In v tistih 2 letih, ko sem jaz bil v Tržaškem teatru, smo mi prekrižarili celo bivšo državo. Mi smo gostovali, 10 dni na mesec smo gostovali po Sloveniji in še dalj od Slovenije. Tako da je bil zelo, igrali smo recimo, Miroslav Belovič je prišel delati Nušičevo Oblast, smo jo igrali na zaključni prireditvi Srbskega festivala gledališčne, skratka sorodne, usporednice z Borštnikovim srečanjem, na zaključni prireditvi. Tako da ta teater je bil takrat pomemben. Jože Babič je bil še zraven, ne, in tako. Ja. No, potem ste se pa priključili ansamblu ljubljanske drame na začetku 80-ih. Ja, zdaj, če že hočete anekdote, ne, Ja. je to zelo zanimivo. Pa jaz sem šel v vojsko potem, ne, po Tržaškem obdobju. In preden sem šel v vojsko, sem šel s Kesano k profesorju Bibiču, ne, ki je bil direktor drame. In sem rekel, če bi mogoče lahko, ne, zdaj v Ljubljano prišel. Je rekel, ja, seveda, ne. Je rekel, sam napiš prošnjo, pa bomo to obravnavali, pa potem ti sporočimo, ne. No. Jaz sem napisal vlogo, da bi rad prišel v službo in je, še zdaj se spomnim, odbor za medsebojna delovna razmerja se je takrat imenoval ta odbor. In sem jaz dobil sklep, da naj se javim po odsluženem vojaškem roku, da me čaka zaposlitev. Se pravi, v bistvu s 1. septembrom naslednje leto, ker to je bilo poletje. No, potem pa jaz to seveda tako, pa otroka sem že dobil, pa pridem k direktorju drame, pa prav, ja, so pa ni problemi, veš, so zdaj bi pa rekli, da ne. Sem rekel, kdo je rekel, da ne? In je en drug odbor izdal sklep, in to resno, kakor je, se sliši absurdno, da vsak novo zaposleni svojo plačo manjša plačo ostalim že zaposlenim. Tako je pisalo. Tako je pisalo. Skratka, dokazovali so, da je toliko pa toliko denarja in da če ga eden več porabi, da imajo vsi drugi tudi malenkost manj. In jaz to gledam, sem rekel, ja, ampak jaz zdaj sem čist na cesti, ne. Je rekel, da tih bomo že zrihtali. No, in potem me je dal krčmarja v Koronovih Hlapcih. Krčmar je igral kot gost brezplačno, seveda, ne. To so bili oni časi, brezplačno kot gost. In potem enkrat po premieri so pa ta sklep nekako spremenili, tako da sem se zaposlil pol, ja. Ja. Sicer ste pa v 80-ih letih veliko sodelovali tudi z gledališčem Glej, tedaj še eksperimentalnim gledališčem Glej, še prej pa v bistvu na vaši poti stoji Pekarna kot gledališče, kjer se je tudi raziskovalo drugačne izrazne možnosti. Ta način dela, te raziskave, iskanje novih, drugačnih pristopov, to se mi zdi, da vam je še danes tako nekako blizu. Ja, absolutno mi je to blizu, ja. Mogoče včasih s tem kakšnemu režiserju naredim kakšno težavo, zaradi tega, ker se ne sprijaznim nekako s prvo varianto. Pa je mogoče režiserju že všeč, ampak jaz pa še naprej neki, ampak pa ponavadi prideva skupaj, no.
Gledališče Pekarna na Tržaški je bilo čudežno, ne? To je bila ena majhna stavbica za 40-50 ljudi in tam so se delale krasne eksperimentalne predstave. Potem pa v Gleju sem pa začel, ko se je preselil na Gregorčičevo, s Poljanske ceste na Gregorčičevo in smo nekaj fajn stvari tam naredili. Ja. Med drugim je nastala Ela, Achternbuscheva Ela v režiji Edwarda Millerja. In ta predstava vam je poleg vloge v Molieru Bulgakova prinesla tudi nagrado Prešernovega sklada leta 1984. Ja, Ela je bila izjemno popularna takrat v Ljubljani in tudi po Sloveniji. Se smo tudi gostovali z njo, pa na mesu smo bili v Sarajevu, pa v Makedoniji, v Novem Sadu, takrat je bilo sterilno pozorje mladih. No, tako posod smo bili s to predstavo. Predstava je bila, gledališki ljudje so jo hodili gledati, ki jih zanimali, kaj zdaj to je s tem Millerjem, pa s tem Alešem Valičem, pa Zalijo Tkačevo, da vsi o tem govorijo. In so res govorili, ko smo imeli pogovor po 50. ponovitvi, smo najdeli noter v publiki ljudi, ki so jo videli že 30-krat. Res, bilo neverjetno. Res, ena čudežna predstava, delali smo jo na zelo poseben način, imeli smo 80 vaj za 1 uro pa 15 predstave. Zgodba je pa tako, Alja Tkačeva je bila mama, se pravi Ela, jaz sem bil pa Jožef, njen sin, in ona je hotela povedati svojo zgodbo samo zaradi vseh travm in poškodb, pravzaprav možganskih in totalne revščine, ni bila več sposobna govoriti. In pa to sin, ta Jožef, ugotovi in govori njeno zgodbo. In to je bil en kurnik s kurami, tisto desko tako, ki kure grejo gor. In tam gor v niši, v Gleju, je bila Alja Tkačeva ves čas gor. Oziroma ne, najprej je bila dol, jaz sem jo pa gor nesel. Takrat sem bil še močen. In kurnik zamrežen in oba sva spala in potem se je luč prižgala in sem zagledal publiko in sem najprej s štrikom zavezal ta edini vhod v ta kurnik, tako da sva se izolirala. Predstava je bila res, res dobra. No, 80 vaj smo imeli. Delali smo pa čist po sodobnem principu, ki je danes sodoben. Ugotovili smo, da je tekst, Achternbuschov tekst preveč lokalno usmerjen v neko manjše nemško mestece. In smo imeli 35 vaj improvizacij na temo in smo preselili kompletno zgodbo v naš prostor. Nobenih imen uporabili, skratka na osnovi improvizacije. In potem smo še imeli, se pravi, še 45 vaj, ko smo imeli tekst narejen. Res je čudovita predstava, no. Tam je tudi ena fina anekdota, tisto imam pa še zdaj doma. Super. Jaz sem se vrtel, v enem trenutku pel sem eno pesem, Tist na vogalu se ozrite, samo brez teksta, ne, samo tako melodijo, tako čist nežno. In pa se vrtel in padel dol skupaj zmeri, ne, tako je. No, ne bodi ga treba, ena kura je prišla pogledat, kaj se dogaja, ko sem jaz na teh ležil in me je tako ne, in je vse zacveteti, tako da mi krita je hladec predstaviti. In pa so mi rekli, pa veš, to moraš iti na urgenco, ker vsaj tetanus moraš dobiti, ne, kura. No, in imam jaz še zdaj doma listek, ki piše diagnoza. Kura ga je kavšnila v zgornje ustnice. Ja, s temi kurami je bil hec, imela jih je doma v svojem kurniku mama od Edwarda Millerja na Škofljici, potem je on šel nekaj v Nemčijo, sem jaz tiste kure vodil. In povsod so šle z nami, povsod, na vsa gostovanja so šle kure z nami. Je bilo dobro poskrbljeno zanje. Ja, z Edwardom Millerjem sta kar veliko sodelovala. Ko sem pregledovala seznam vaših vlog in nekako povezovala vaše delo z različnimi režiserji, jih je zelo veliko sicer, ampak Edward Miller se pa kar pogosto pojavlja. Ja, v tistem obdobju sva kar veliko, potem Malomeščansko svatbo sva delala potem, ne, kaj še je Zahodni privez, pol Jaga odela, ne, ki ga je Šugman igral, pa sem bil jaz Jago, tisti je bil tudi zelo fajn. Kar nekaj stvari sva delala skupaj, pa pol ena zelo zanimiva predstava
Richarda je naredil v mariborski drami, Peter Boštjančič je bil Richard. Meni so pa v adaptaciji namenili vlogo Buckinghama, ki je bila sestavljena, mislim, da iz 7 ali iz 9 vlog, pravzaprav so bile replike vzete in je bila, mislim, material fantastičen, res, tako hvaležno. Super predstavo je naredil takrat, ja. Tudi recimo ustavljivi vzpon Artura Uija v Cankarjevem domu, koprodukcija, ne? Pa omenjena je bila Malomeščanska svadba, no, to sta 2 besedili Bertolda Brehta. Letos bomo obeležili tudi 70-letnico njegove smrti, pa me zanima, ker je Brecht seveda eden ključnih reformatorjev gledališča v 20. stoletju. Kaj je mogoče to pomenilo za vas, igralce, če je bila kakršnakoli razlika v pristopu do oblikovanja vlog? Malomeščanska svadba je bila ena bolj odmevnih predstav, uprizoritev Brehta pri nas tudi. Mogoče bi od teh predstav vseh je bila mogoče Malomeščanska svadba še najbolj delana na nek način po principu Brehtovih dognanj o gledališču. Mogoče. Druge se mi zdi, da niti ne toliko. Še eno zelo zanimivo sem delal v Gleju, ampak to je pa še bilo na Poljanski, to sem res skoraj spustil. Kupovanje medenine. Brehta je delal Vinko Medrendorfer. Tone Peršak, pa Mojca Krajnc in Darja Dominkuš. V bistvu je bila kot neke vrste, kupovanje medenine, ja, kot neke vrste bralna uprizoritev, če se ne motim. Ja, pa ne, mi smo imeli kar nekaj vaj. Mogoče je bila pol bralna. Ti si bilo zanimiv. Moram reči, da najprej nisem nič razumel tega Brehta. Čist nič ne. Res, mislim, to kupovanje medenine. Potem pa začneš malo razbirati, kaj to pravzaprav je, ne. Tudi Beraško sem igral Pičma v drami. Res je. Ja, Brehta sem kar nekaj, ja. Pa v Tržaškem teatru, takoj prvi 2 leti, ne vem, ali prvo ali drugo sezono, je pa Jože Babič naredil Mater Korajžo z Miro Sardoč. Sem igral sina. Tako da Brehta je bilo kar nekaj, ja. Jaz mislim, da se slovenski teater prav ni lotil Brehta, ne vem, če se ga je kdaj, to vi bolj veste, prav tako na Brehtov način uprizarjati. Ne vem. No, zdaj se malo s tem ukvarjamo, bomo videli, kaj bomo dognali. Ja, ampak je zanimivo slišati iz prve roke. Ja. Sicer pa ste tudi s Zvonetom že omenjenim Schädelbauerjem delali, pa tudi s Miletom Korunom. Kaj bi mogoče povedali o različnih režijskih pristopih? Ja. To so zelo, zelo različni režijski pristopi. Če pomislim na Millerja, Schädelbauerja, Koruna, potem Januša Kico, s katerim sem tudi zelo, zelo veliko delal. To je vsak režiser zelo, zelo, zelo poseben. Meni so najbližji režiserji, ki omogočajo igralcu neke vrste iskanje, da se ne zadovoljijo s tem, kar mu igralec ponudi. Ker velik problem pri ansamblih je ukalupljanje igralcev. To vodstva zelo rada naredijo in režiserji tudi zelo radi, nažalost, to naredijo. Ko vidijo, da en igralec naredi super kakšno vlogo, jim to postane zelo, zelo všeč in ga potem hočejo na isti način z istimi vsebinami uporabiti še v svoji predstavi. In če se to prevečkrat zgodi, se začne igralec ukalupljati. Tako da zato se jaz zmeraj zelo, zelo se temu na nek način tudi podzavestno upiral, ker mi to ni bilo všeč. Ker kariera gledališkega igralca naj bi trajala recimo vsaj enih 30-35 let. In če mu postane dolg čas, si ne predstavljam, kako lahko še dela. Poznam igralce, ki se jim je to zgodilo, ki jih ni več zanimalo, zaradi tega, ker so jih kar naprej silili v eno smer in se jim je zdelo, da so že vse odkrili. Igralec mora sam sebe znati zagotoviti, da se srečuje z novimi vsebinami, da raziskuje zmeraj znova na nov način. Mi nismo igralci iz ameriških filmov, pa ne mislim samo slabšalno hollywoodskih, ampak
Če pomislite najboljše ameriške igralce, mislim, ali pa saj najbolj slavne, čist najboljši ne delajo tega seveda, ker se zavedajo sami, kaj je treba delati, ampak lahko pravzaprav igra celo kariero skoraj isto vlogo v filmih. In to ni noben problem. In on od tega preživi. Slovenski igralec je ne more kar naprej za 2 milijona nas je, toliko procentov je publike. To se te bojo tako naveličali, da bojo, ne vem, da te začeli žvižgati v teatru, če boš skozi isti. In moraš skrbeti za to, da se razvijaš in uporabljaš nove pristope in tako. Kako se je bilo pa soočiti z vlogo Volodje, v katero ste pravzaprav skočili? Igral je namreč Polde Bibič, to je bilo v 80-ih, 86, in ste naredili skok. Ja. Jaz sem že prej nekaj skokov naredil, ne sicer tako velikih, in so v gledališču vedeli, da ker ni vsak igralec, niti noče tega delati, niti mu je težko, no, skratka ne doseže tega, kar bi bilo treba. To so bili v tistem obdobju, še pred tem pravzaprav, so bili zelo zahtevni skoki, ker ti si dobil čepetavke, tekst in to je bilo to. Ko so se pojavili posnetki predstav, je bilo seveda veliko lažje. Jaz sem imel srečo, da sem to predstavo prej videl in moram priznati, da mi ni bila najbolj všeč. Res. In potem je moral Polde iti na operacijo srca v Švico, je šel v Lozano, k znamenitemu doktorju Radovanoviču takrat, ki je bil najboljši specialist v Evropi za to in ga je tudi rešil. No in direktor je bil Igor Lampret, Bice, in s Poldetom sta se pogovarjala, pa seveda s Šelbavrijem, ki je predstavo režiral, kdo bi to lahko skočil, in je Bibič rekel, da mogoče bi pa Aleš to lahko naredil. In tako sem to naredil. To je, Volodja je mogoče, mislim, vsaj med par najboljšimi vlogami v slovenski dramski literaturi je Volodja, na vsak način, zanimiva vloga. In sem jo delal zelo z veseljem, že ta skok pa z veliko tremo seveda. Zanimivo je bilo, ker jaz sem skok zmeri naredil upoštevajoč strukturo predstave, upoštevajoč to, kar kolegi delajo, režijo in vse, ampak zmeri z nekimi njansami svojimi zraven. In sem jaz naredil Volodjo tako, da je bila predstava 15 minut krajša kot prej. Ampak so pa ljudje začeli ponovno hoditi. In enkrat sem prišel, takrat je imela drama še upravo na Cankarjevi, tam, ki je pa bila uprava opere, samo, ki je bil skupaj na SNG, in mi prav tam, ne vem kaj sem prišel nekaj urejati administrativno, in mi prav ena zaposlena, prav zdaj pa fajna, ne, se je pa dvignil, ne, še rekel, ne vem kaj pa, obisk se je dvignil. Zaradi tega, ker je ljudi začel, to so bili drugi časi, po Ljubljani se je v teatru zelo veliko govorili. In so zvedeli, da je zdaj pa predstava drugačna, ki jaz igram, in jih je začel zanimati, kako je drugačna zdaj in tako. Tako da so te primerjave delali. Zelo lep spomin imam na tega Volodjo, no. Potem je Polde prišel nazaj, hvala Bogu, in je potem on spet igral. Jaz sem sicer kar nekaj igral, tudi Borštnika, pa Sterin opozorje, pa je pa on nekaj predstav še odigral, ja, na koncu. Ampak kako je zanimivo, ker Polde Bibič, ki je dosti tudi se ukvarjal z zgodovino gledališča, je pisal, citiral je te dežurne knjige iz 60-ih let, kjer so v bistvu dežurni navajali tudi, da je bila v določenih primerih predstava krajša. In to je bilo ravno, ko je prišlo do spremembe generacij, recimo z Rudijem Kosmačem, ne. In če malo se ustavimo pri teh generacijah, ne, kako je bilo pa recimo generacijsko, ker so bili v 80-ih letih še prisotni starejši igralci. Včasih so tudi na teh pogovorih igralci delili te izkušnje glede same hierarhije, ne. Hierarhija. Ja, ne, to, kad v dramo prideti, je bilo tako, da sem jaz dol v ta interni klub, ko sem prišel, si nisem upal usesti. Ker so tako gledali. Ko rečeš, kdo si pa zdaj ti? Nek prišlek. Pa me je nekaj ljudi poznalo, ampak vse. To je bilo tako.
Niso te z lahkoto sprejeli. Še malo starejši kolegi od mene so pa pravili, pri Vratarju drame, če kdo pozna, skratka služben vhod, na levo stran je zdaj bila na koncu bila maskirnica, ne, so šminkali, prej je bila pa tam obrekovalnica. Vrata so bila zaprta in če je mlad igralec vstopil noter, so samo utihnili, ker so bili not samo starejše, te korifeje dramske so jim rekli, so samo utihnili in so ga pogledali. In je šel nazaj ven, ker ni imel kaj početi tam zraven. Tako je to bilo. Ena huda hierarhija je vladala včasih v drami. Na srečo jaz se nisem več veliko dal te hierarhije skozi. Zelo hitro so me sprejeli v ansambl, pa tudi druge mlajše kolege. Ni bilo tako hudo, ampak čutil sem pa še to. Te velike dramske zvezde, igralske, odprej, bi človek rekel, pred mojo generacijo, so živele v enem času, ki se je imenoval, ne, gledališka zgodovina ga imenuje evropeizacija slovenskega gledališča. In so prihajali novi teksti, France Jamnik je recimo v bistvu razvijal malo dramo, ne, z novimi teksti, Sovček razvijal kot režiser, in se jim je to mogoče na nek način poznali, eno to slovo od starega načina, en prehod. Drugače pa to tako. Vsako gledališče je dejansko v svojem času odsev tistega časa, v katerem se dogaja. In jaz se spomnim, ko sem na enem simpoziju o govoru na akademiji naredil neko primerjavo z katero igral, mislim, da je z Ančko Levarjevo, da kako je to bilo več patosa in tako naprej. Me je takoj profesor Janko Moder, potem, ko sem odpredaval, kar sem imel, me je poklical k sebi, je rekel, veš, za tisti čas ni bilo to nič patetično. In tako to je. To je zelo podoben primer, kot filmski režiserji slovenski očitajo slovenskim gledališkim igralcem, da na filmu imamo gledališki govor. V redu. Ne grejo natančno poslušati ameriške pa angleške filme, ampak res natančno, tam berejo podnapise. In pol jih govor ne moti. Ne? To ni kar tako, ne, da slovenski igralci pa na filmu ne znajo govoriti. Sploh ne, ne. Tako da te stvari so res žive. Drugače sem pa igral še pa z Jurijem Sovčkom, pa z nekimi ljudmi, ki jih gledališka zgodovina niti ne zapisuje, ki je veliko, recimo Dušan Škedl, pa ogromno, Rohaček še, ne. Pa, kaj je bil, Raztresen. Aha, ja, Stane. Stane. Ja. Stane. No pa seveda s slavnimi Dušo Počkaj, Majdo Potokar, Štefko Drolc, Ivo Zupančič. Ja. Ja. Sicer ste pa veliko gostovali, tudi v času, no, ko ste bili član ljubljanskega ansambla, recimo v Prešernovem gledališču Kranj ste nastopili v uprizoritvi Tartifa, konec 80-ih, to je Matjaž Zupančič režiral, pa tudi poleg v bistvu že sodelovanja z Glejem, mislim, da ste s Koreodramo prisluškinja. Ja, Koreodrami, fantastična predstava. Žal pokojni Srečo Špik, pa Lojze Svete pa jaz sem bil Solonž, Srečo je bil gospa. Igrali smo v kleti Teološke fakultete, scena je bila pa narejena iz bal slame. V eni sezoni smo imeli 50 razprodanih predstav. Tudi neverjetno predstava se je prijela. Se pravim, da imam zelo nemirno igralsko kri in to čutim še zdaj. Pa nikoli me ni pravzaprav čisto zadovoljivalo, kar mi je gledališče, v katerem sem bil, ponudilo za delati. Zmeraj sem si želel še kaj, ne samo več, ampak drugačnega. Ampak s Tartifom je tudi ena fantastična zgodba. Jaz sem zelo užival na akademiji, mislim, da je bil 3. letnik, ja, ne 2. najbrž, smo delali prizore iz Tartifa in se mi je zdel, da je to moj material, da sem to jaz.
In potem sem zvedel, to je bil ravno čas, ko se je že zelo začel profesionalizirati Kranjski teater, sem zvedel, da bo Matjaž Zupančič, prej me je Mirko Zupančič, oče, že vabil zaigrati Rozmarja v Rozmarsholmu v Kranj, ampak je tisti projekt propadel, očitno niso dobili denarja od občine. Potem je pa Matjaž. Sem slišal po Ljubljani, sva se že poznala, ampak samo tako malo bežno, ne prav zelo, da bo delal Tartifa v Kranju. Jaz sem si Tartifa želel igrati. Malo prej ga je v drami igral v režiji Petra Lovčaka Kavaca. Nekaj let prej. Mislim, da se ne motim. No, pa to ni zgodovinski podatek, to je tako. No, in potem, jaz pa Matjaža nisem toliko poznal, pa ne v Kranju nobenega, da bi lahko v kakšnem pogovoru rekel, ti mene pa to zanima. Ne? No, in potem enkrat, to so ta naključja gledališka, ki so neverjetna. Okrog polnoči sem šel, avto sem imel tam nekje pri Tivoli parkiran, sem šel iz Drame. Zakaj sem šel skozi Cankarjev dom spodaj, prav skozi to etažo, ki je ta okrogu šank, še zdaj, in tam stoji Matjaž Zupančič. Je gledal eno predstavo in se je tam zadržal, ampak nobenega drugega, samo on je še bil. In jaz ga zagledam, ko živijo, kaj delaš, pa tako ne. Sem rekel, ja, se ne vem, ne se ti drznem reči, kako imaš že zasedbo v Kranju. In tako da začne gledati, prav ne. Sem rekel, ja ne vem, ali ti rečem, ali kaj. Prav čak mal, a ti je kdo povedal, ali kaj, jaz sem je rekel, da bom jaz te vprašal. Skratka, on je imel predvidenega za Tartifa. Ja. Je bila super predstava, pa Danilo Benedičič je bil, Mira Sardoč, jaz, Ivo Godnič, mislim, da je bil tudi gost. Skratka, oni so imeli še premajhen ansambel. In vrhunec vsega, da sem tam spoznal ženo. Ja. Prav pri študiju Tartifa, s katero sem imala še danes prekrasno. Lepo. Super. Ja. To gostovanje v drugih ansamblih je bilo, nedvomno je verjetno predstavljalo izziv. Najbrž so izzive predstavljali tudi različni gledališki odri. Velikokrat so vas povezali z odrom Male drame, ker ste v enem obdobju zelo veliko tam igrali, ampak ste zelo veliko nastopili seveda tudi na velikem odru. In tudi v Cankarjevem domu, omenila sem Ustavljivi vzpon Artura Uija, ampak še prej je pa nastal Macbeth. V 90-ih letih je pa Janez Pipan ga režiral. Kakšna je pa izkušnja recimo na tako velikem odru, kot je oder Galusove dvorane? Intimna izkušnja igralca je zelo drugačna, zelo drugačna, ker malo dramo pravzaprav igralci obožujemo. Zaradi tega, ker dejansko lahko igraš s publiko na nek način ena na ena. Ti na velikem odru publike ne čutiš tako močno, ne? Tudi ko publika močno reagira, to čutiš nekako, kot da bi bil nek zamik, kot da to nekje oddaleč prehaja. So pa te ogromni odri, ne samo veliki, zelo dražljivi za igro, zaradi tega, ker moraš res druga igralska sredstva uporabiti močnejša. Nič ti ne pomaga, če ti nekaj strašno doživljaš, ker dol ne bo noben vedel, da ti nekaj doživljaš, ker se to preprosto, ta energija ne pride toliko daleč. To je tako, kot bi v filmu Total snemal, ne? Je pa tam nekje en igralec, ki nekaj doživlja, nič ne doživlja. Tako da je treba z veliko močjo pravzaprav izrazna sredstva publiki dati. In jaz sem imel na srečo zmeraj tak glas, da sem lahko napolnil tudi Galusovo dvorano brez mikrofona. To ne uspe lih vsakemu, ne. In ker to je pa pol sploh slabo, recimo Tržaški oder, ta velik, ima zelo problematično akustiko. Ti tudi z zelo močnim glasom, ko gledaš predstavo, imaš občutek, da to tam nekje govori, ne da govori nekdo zraven tebe. Tako da akustika je seveda zelo pomembna v teatru. Mala drama je pa bila super, no, jaz upam, da bo še kdaj. Ja, recimo v Mali drami sta med drugim nastali predstavi Art in Jaz, ki sta
posebni po tem, da sta bili igrani več kot desetletje obe. Ja. Najbrž preko 20 let. Celo 20. Ja. Ja. In ko je Jernej Šugman na žalost umrl, smo imeli mi v 2 mesecih predvidenih na sporedu 10 predstav. Zato, ker se je začelo dogajati, da se je publika popolnoma zamenjala po Sloveniji in se je vzbudil nov interes po tej predstavi. Ta predstava je bila čudežna na nek način. Se pa spomnim, kako smo se mučili, da smo to predstavo naredili. Zato, ker ko greš ta tekst brati, je zelo nenavadno napisan. So neki monologi, ki ne veš, kdo komu sploh govori, ali govori publiki, neke čudne replike, ki nimajo ne repa, ne glave, in je bilo zelo veliko dela. In tukaj je bil takrat Žarko Petan zelo je imel občutek, kaj je z te predstave treba narediti, in bil zelo natančno to predstavo delal. Tako da to je bilo res fino igrati. Kako je ohraniti živo predstavo, ki se igra toliko let? Super je, ker mi smo vsi trije bili ves čas zelo odgovorni do predstave, tako da predstave nismo z nekimi dodatki, bi rekel, kvarili. To, kar se včasih nažalost v teatru tudi zgodi. Ampak dejstvo pa je, da smo predstavi zmeraj nekaj dodajali, neke nove duhovitosti, neke nove detajle, in je ta predstava in pa jaz, kadarkoli smo se dobili, je bil to za nas neke vrste praznik igralski. Tako kot jam session, da bi neki jazzisti, en prišel z Dunaja, en z Ljubljane, en z Skopja, pa bi se dobili, se malo pogovorili, kaj ne igrajo, pa bi začeli igrati. Tako smo mi to igrali. In je bilo res super. Pa zmeri zelo natančno obe predstavi, zmeri zelo dober sprejem pri publiki. Pri Artu nam se je zgodilo, da smo se 5 minut skupaj s publiko smejali. Je čist mokri, takole, srajce so bile mokre od solz, od smeha. Ampak publika je bila to, ker to se je vse zgodilo spontano. In publika je bila tako hvaležna temu, da ko smo mi rekli, ok, gremo zdaj pa gremo naprej, se je publika začela spejati, pa smo se spet smejali. Tako da tukaj, to so bile res dogodki neverjetni s to predstavo. Res super je bilo. Ja, 250 ponovitev je imela. Ja. Imela bi jih še veliko več, če ne bi vsi trije toliko veliko igrali v Drami in drugje. Tako da je bilo terminov malo. Ja, to je tudi eno vprašanje, ki se mi zdi zanimivo. V Drami ste igralci imeli živih več vlog naenkrat, ker nikoli pravzaprav ni bil vzpostavljen tak sistem, kot je mogoče v tujini, kjer se igra nekako v bloku, eno uprizoritev, pa potem gre z repertoarja. V Drami se pa v bistvu pojavi nekajkrat na mesec, pa potem spet nekajkrat na mesec ena predstava in istočasno drugi naslovi. Ja. Vodstvo je imelo nekaj časa idejo, da Drama mora imeti železni repertoar. In je imela Drama, mislim, da živih okrog 40 predstav. In meni danes noben ne verjame, da sem jih jaz imel 17. Ne samo v Drami, ampak še drugje, ampak 17 živih predstav. Ampak ta železni repertoar v Drami je v abonmajskem sistemu naredil eno hudo težavo igralcem. Preprosto predstava ni prišla velikrat na sezono na vrsto, ampak je prišla recimo 4-krat, 5-krat. In vsakič so morali igralci predstavo obnoviti. Uradno pa vaje seveda niso mogle biti razpisane, ker se je dopoldne dogajal študij za novo premiero, zvečer so bile pa predstave. Ker takrat danes nimajo teatri toliko predstav na sezono, kot smo imeli. Drama je imela 450 predstav na sezono. To si predstavljate. Drama je imela na Velikem odru predstavo, eno v Mali Drami, včasih še izjemoma na Levem odru in eno na gostovanju. 4 predstave vzporedno so tekle. In to je pomenilo, da so igralci imeli dopoldne vajo za nov študij, popoldne smo se zasebno dobili, da smo šli tekst skozi za predstavo, ki nismo igrali 3-4 mesece. In smo jo začeli igrati. In to je bilo zelo naporno. Res je bilo, mislim, izmozgali smo se, izmozgali. To je trajalo par sezon.
Ja, to je bil, veliko predstav je bilo tako v železnem repertoarju. No. Ker to je drama imela takrat, mislim, da je vsako leto naredila približno 12 novih predstav. To se kar nabere, ne, v parih sezonah, to veliko predstav. Veliko, ja. Ja. V drami ste bili zaposleni do leta 2004, potem pa ste poleg seveda pedagoškega že omenjenega dela na akademiji veliko igrali po različnih in še danes igrate po različnih gledališčih, ampak med drugim ste zelo veliko sodelovali oziroma še sodelujete z mariborsko dramo. Tam recimo omenili smo Richarda, ampak recimo nastale so tudi nekatere uprizoritve z Janušem Kico. Ja, Mojster in Margareta je bila fantastična predstava, zelo, zelo dobra adaptacija. En mlad hrvaški dramaturg, ki je delal Goran Ferčet, skupaj z Janušem Kico, seveda. Ja, seveda pa, kaj smo še naredili v Mariboru? Tega zdaj toliko brskam po spominu, da je že kar kaj uide. Recimo Višnjev vrt. Lov na čarovnice, Višnjev vrt. Ja, Višnjev vrt omenjam, zato ker ste pa že prej igrali Češnjev vrt. Ja, seveda, ja. Isto besedilo. Ja, v drami sem igral Češnjev vrt, ja. Sem pa Višnjev vrt. Ja. To je tudi najbrž neka posebna izkušnja, ponovno srečanje z nekim besedilom. Jaz sem nisem igral iste vloge. Ja, ni ista vloga, ampak ne, ta Lopahin v drami, tam je zelo ljuba vloga. Takrat sem pravzaprav na nek način prvič intenzivno sodeloval z Janušem Kico in je bilo res, je bilo fajn, no. Lopahin je super vloga. Ja, jaz sem, ko sem se zaposlil na akademiji, sem se odločil za eno pravzaprav zelo tvegano zadevo, kar se igralske kariere tiče. Nisem hotel stati v drami petinsko zaposlen. Se pravi, to je v bistvu petino plače dobiš in zagotovljeno imaš eno vlogo na sezono. Jaz tega nisem hotel. In sem rekel, mene pa zanima, kako bo tale moja kariera šla, če jaz ne bom član nobenega ansambla, ker v bistvu ostaneš član ansambla, čeprav si samo petinsko. No in sem imel srečo, no, da sem veliko delal takoj. So prišli k meni iz Maribora, če bi prišel kaj, da bi sodelovali. Zanimiv Kranjski teater je počasi sodelovanje, počasi začelo usihati, ker prej sem kar nekaj predstav delal. Mestno gledališče je malo se pojavilo, z Jančarjem Lahka konjenica, pa še prej s Sokratom, ne. Potem je tudi usahnilo. 1821 je še zelo zanimiva predstava bila v Mestnem teatru, kjer sem kneza Metternicha igral, ki je bil kongres 1821 v Ljubljani. Ampak potem se je pa kar nenadoma odprl še meni strahovito ljub Anton Podbevšek teater. To je bilo res prekrasno. Najprej Pesoja, Vzgoja Stoika, ena res vloga za si vse prste oblizniti. Smo šli tudi na Borštnika z njo in potem še več drugih predstav z Nejcem Gazvodom, predvsem pa z Matjažem Bergerjem. Antigona pa Konsovel. Ja. Tako da res zelo, zelo zanimivo sodelovanje. Konsovel recimo... Povsod sem imel že premiere razen v Celjskem teatru. Ja. Koper se je odprl tudi po nekem slučaju. Se šel, kdo se boji Virginije Woolf igrati v Koper, super. In potem nadaljeval. Pa tudi še v Trstu. V Trstu se je spet začel malo. Ja, Hči zraka recimo tudi. Hči zraka je pa super predstava bila. V Kamnolomu, ne? Enzensberger, ja. No, Konsovel omenjeni je mogoče poseben na vaši poti tudi zato, ker vam je Srečko Kosovel ljub kot pesnik. Poleg Prešerna ste tudi posneli interpretacijo. Ja, še v času, ko so bile še une kasetke s tovskim trakom, imeli dva kolutka. Ja, sem naredil kaseto Prešernove poezije, pa Kosovela, ja. Ma seveda Kosovel je, po mojem mnenju, še zmeraj ne dovolj odkrito cenjen v našem literarnem prostoru. To, kar je on vse naredil, napisal. Ta njegov svet je logično, ni svet za
njegov svet literature, ki ga odpira, ni mogel biti razumljen v tistem času. Ker je bil toliko pred časom, da je čisto logično, da takrat še ni prodaril na ta način, kot v bistvu prodira zdaj ponovno. Ne? To je super poezija, pa tako zelo različna. Zelo veliko vam je pomenilo, da se ukvarjate tudi na takšen način s poezijo in prozo. Sicer pa ste, kot je zelo znano, veliko sodelovali z Radiem Slovenija, ki je bil nekoč Radio Ljubljana, ampak že v študentskih letih ste bili tudi na Radiu Študent, pa tudi potem na Radiu Trst ste marsikaj posneli. Radio Trst je imel takrat, ko sem jaz bil tiste 2 leti po akademiji, je imel takrat zelo veliko produkcijo. To se je snemala, 1 do 2 radijske igre na mesec slovenske so se snemale. Potem so jim po domače rečeno malo pipco zaprli Italijani, tako da je ta produkcija se zmanjšala. Radio daje igralcu eno veliko govorno kondicijo in pa zavedanje, da je treba tudi pred mikrofonom se izražati s polnim glasom, ker potem šele mikrofon zazna vse nianse človeškega glasu in je super, no, super. Če ti je blizu interpretacija proze in poezije, potem je radio idealen medij. Radio ima eno veliko prednost tudi pred gledališčem. Gledališče deluje tudi vizualno in je zaradi tega seveda bogatejše, ampak je pa bolj omejujoče kot pa samo audio. Jaz sem zmeraj imel idejo narediti v bistvu en večer ene dobre poezije. Tako recimo, če si zdaj predstavljamo ta prostor, takole bi bile luči prižgane, takole bi se zbrali, potem bi pa vse luči ugasnili, da bi bila trda tema in jaz bi govoril dobro poezijo 1,5 ure. To sproži tako neverjetno domišljijo v poslušalcu, ker je popolnoma osvobojen vsake vizualne omejitve. In tukaj ima radio eno veliko prednost zaradi svojega medija, ker dejansko deluje direktno, neposredno audio. Kako pa sicer pristopate do oblikovanja vlog? Recimo izpostavili ste zdaj glas, recimo pri oblikovanju vloge za gledališče, kakšna povezava se vzpostavi med glasovno dimenzijo in nekako fizično, oziroma če tudi tako vprašam, v nekem pogovoru ste omenili notranji monolog kot nekaj, kar je zelo pomembno in kjer se pravzaprav povežejo in čustva, čuti, misel. Ja, no to je mogoče razlika med pristopom, ki je v gledališču bil v veljavi recimo mogoče 20 let, preden sem jaz vstopil v teater. Je bil močno uveljavljen ta pristop, dajmo zdaj to lepo govoriti. Skratka, glasovni prestop. Ampak zakaj? Ker so, kot vemo, recimo drama je imela premiero ali vsak teden ali pa vsakih 14 dni. In zato je bil ta sofler kosten, mu rečemo, je bil tako na sredini, ker dejansko igralci se niso mogli naučiti vsega teksta, ker so se tako pogosto premiere dogajale, potem so pa igrali, ne vem, 2-krat, 3-krat, ne vem kolikrat, to vi bolj veste, ker raziskujete to, in potem so že novo predstavo naredili. In jasno, da so se naslanjali na to, da so te vloge pravzaprav govorili. Ne? Niso jih toliko igrali, kot pol kasneje. Človeški glas je seveda odraz notranjega dogajanja v človeku. In ravno tako je pri igralcu. Igralec mora zgraditi kompletno notranje dogajanje, temu približno sem jaz včasih mogoče rekel, ja, notranji monolog, ampak notranje dogajanje, ves ta pretok, kaj pravzaprav povzroči, da nekaj reče, kaj v njemu se dogaja, da nekaj reče. In zelo sem bil pa presenečen, pa v bistvu me je na nek način zadovoljil. Jaz zmeri sem mislil in to študentom to poskušam vcepiti v glavo, da je pravzaprav najbolj važna misel, jasna misel, ki jo govoriš. In sem enkrat videl posnetek Staneta Severja z eno študentko, mislim, da je bila Meta Vranič, če se ne motim, po televiziji en star posnetek in on je delal z njo v živo, interpretacijo neke pesmi in kar naenkrat ga zatišem, ker pravi, ne,
Ne, mene zanima, misel govori, samo to je važno, misel govori. Ker je dejansko, če mislite, če ti ne veš, kaj igralec z odra ti govori, kakšne misli, ne samo tehnično, da je razumljiv, ampak mu ne moreš slediti. Zaradi tega, ker mi sledimo drugemu pač preko teh govornih sporočil in so misli jasne. In isto mora biti z odra dol, seveda jasno, pa tudi s fizičnim dogajanjem. Tudi to je misel, tam se tudi misli sporočajo pravzaprav na nek način. Ne. Enkrat mi je rekel en malo starejši igralec, je rekel ti, ki so nekaj poslušali ene komentarje o eni predstavi, je rekel, ti tale pa še zdaj misli, da mi na odru nekaj čutimo. Ta se pa dobro užival, je fajn čutil. Ne, na odru je, igralec na odru dela. To je delo. In to včasih zelo težko delo. Ker če pride igralec na oder počivati, verjemite, da vam ne bo zanimiv. Je nemogoče. Se ne da. On pride delati na oder. In kadar zares dela, to dobro dela, in intenzivno razmišlja, govori, misli in vse pač drugo, kar pritiče zraven, potem se mu glas spreminja glede na vlogo in potem je jasno, kaj ta človek na odru počne. Ja, zelo raznovrstna je vaša pot, poleg že omenjenega gledališča in radia, tudi na filmu, na televiziji in v različnih ansamblih z različnimi režiserji, tako v sodobnih dramskih besedilih, kot tudi v dramski klasiki. Pa me zanima, to je sicer eno tako klasično vprašanje, ampak vendarle, če je kakšna vloga, ki bi si jo želeli igrati, jo imate mogoče na nekem seznamu? Ko me je enkrat en ravnatelj nekega gledališča, direktor, to spraševal, sem se zelo upiral mu odgovoriti. Ampak je vztrajal in potem sem fino nastradal. Ampak zares nastradal. Vam bom povedal pa nekonkretni primer. Prve vloge, ki sem mu rekel, ki je vztrajal, da mu povem, ni dal na repertoar tistega teksta takrat, ampak potem enkrat kasneje je prišel tisti tekst. Drugo vlogo, ki sem mu rekel, me je dal pa igrati najboljšega prijatelja od tega glavnega junaka, ki sem si ga jaz želel igrati. Torej sem lahko od blizu gledal, kako se ta vloga dela. Skratka, naredil je to, česar se igralcu ne sme narediti. Ne sme narediti, ker je direktno me zadev v živo. In to mnogi igralci večkrat doživijo. In zato ne bom povedal, katere vloge. Zdaj se hecam. Ne, ja, želel bi si, moram priznati, da bi si želel še narediti kakšno dobro vlogo iz Dostojevskega, na vsak način. To bi si želel, ampak če bo priložnost. Mislim, nimam nobenih travm in bolečin zaradi tega, če do tega ne bo prišlo. Želim si pravzaprav, ker sem relativno veliko snemal, najprej na nacionalki, ogromno, zelo veliko TV dram in dobrih nadaljevank. Potem se je to na nek način prekinilo, samo oni vejo zakaj. In pa zdaj te nove dnevne serije, tudi veliko. Ampak pravzaprav si želim, ker kljub kar nekaj filmom, kjer sem bil zraven, si želim ene dobre filmske vloge. Ker jo pravzaprav, če nazaj pomislim, zares nisem niti imel. Kakšne manjše, srednje, recimo tako, luštne, vse v redu, super. Ampak tako ene dobre filmske vloge. Samo tudi, se pravim, ne bom imel nobenih travm, če do tega ne bo prišlo. Je pa res, da to bi si pa želel, recimo, ne. Ja. To pa. Ja, zelo ste še vedno aktivni tudi na letošnjem Borštnikovem srečanju. Ja. Imate uprizoritev, predstava Zdravnica bo igrana v tekmovalnem programu z Martinom Kušejem. Ste jo delali, z njim ste tudi v zadnjem času se nekako bolj povezali, oziroma dve uprizoritvi ste si sledili. Z Martinom se poznava pravzaprav, kar se je pojavil v Ljubljani kot asistent takoj po tem, ko je končal Graško akademijo, se pravi, mislim, da tega je 40 let najbrž. Ampak delala pa nisva nikoli skupaj. Od takrat se poznava. No in potem se je Zdravnica zgodila. Jaz sem pa že nekaj let prej pomislil, prejšnje generacije so sodelovali na Dubrovniškem poletnem festivalu,
naša generacija, ki smo zdaj druge države, pa tega ne bo deležna. No, evo pa me pokličejo iz Maribora, pa pravijo, da se dela koprodukcija Maribor, pa HNK Varaždin, pa Dubrovniške poletne igre Medeja. In da bi mene imeli zraven. In sem šel seveda z veseljem, tako da sem lani imel prvič gor na Lovrencu, je predstava narejena Medeja. Med drugim super igralka, hrvaška Helena Minić igra Medejo. In je to pač neko zadovoljstvo. Igramo pa v hrvaščini slovenski igralci. Ja, ker je pač original, to je Dubrovnik zahteval in je zelo, zelo zanimiv. Zelo težko je v gledališču igrati v tujem jeziku, zelo težko. Hrvaški gledalci nas imajo pod drobnogledom stalno, ampak pravijo hrvaški kolegi, da so kar zadovoljni, da kar gre. Delo spet, ena zelo sposobna profesorica fonetike iz Zagrebške filozofske fakultete nas je imela v rokah, zelo veliko dela na filmu in v teatru. In nas je dobro zmrcvarila in nas veliko naučila. Ja, zdi se, da nekako izzivov ne zmanjka in upam, da bo ustvarjalnega dela še zelo, zelo veliko. Ja, bomo videli, upam, ja. Mogoče bi na tej točki nekako zaključila najin pogovor, pa še malo povabila k manj formalnemu druženju. Ja, lahko, seveda. Še enkrat čestitke za Borštnikov prstan in hvala za današnji pogovor. Hvala za zanimiv večer.